Ja, spoštovane športnice, športniki, gospe, gospodje, zelo sem vesela, da ste se odzvali na povabilo v tako velikem številu in seveda si želim, da bi se danes prijetno družili. Veseli me, da imamo ta dan, ki je priložnost, da zberemo skupino motiviranih ljudi, ki ne da samo poosebljajo uspešen boj za uspeh, ampak tudi pravi pristop do izzivov sodobnega življenja. In ta pristop pravi, da lahko z odločnostjo, znanjem in jekleno voljo pridemo ne le do najboljšega možnega rezultata, ampak tudi do veselja in zadovoljstva v lastnem življenju. V Ljutomeru imamo podoben problem v miselnosti, kot ga imamo v celotni državi. Namreč prej ali slej se srečamo z dejstvom, da smo nekoliko manjši, da morda imamo nekoliko slabšo opremo ali ne dovolj sredstev. In ta občutek je zelo podoben v Ljutomeru, kot je v Ljubljani. Torej občutek, da imajo drugi morebiti boljšo infrastrukturo, večjo organizacijo in še 10 kakšnih drugih pomembnih zadev, ki so pri nas manjše ali na voljo v bolj omejenem obsegu. Pa vendar nam uspeva, predvsem na področju športa, da ne le posežemo po najboljših mestih in uspehih v svetovnem merilu, ampak da celo postavimo merilo tega, kar je v danem trenutku najboljše. Da to niso le prijazne motivacijske besede, dokazuje na primer Tina Maze, trenutno najboljša smučarka na svetu. Tina iz majhne Slovenije kot po tekočem traku premaguje smučarske velesile in se ob tem zelo zabava. Če se lahko iz njenega primera kaj naučimo, potem to, da ni dobro biti žalosten, ker nisi velik, ampak se organizirati tako, da uporabiš tako imenovano majhnost kot prednost. In na podlagi te prednosti prehitiš konkurenco in se razviješ do povsem nove ravni kvalitete. Zato je v življenju pomembno, da se ne osredotočamo na tisto, zaradi česa ne moremo zmagati, ampak na tisto, ki nam odpira pot do uspeha. Potem se naš pogled in pristop povsem spremeni, seveda na bolje. To je miselni vzorec, ki velja v športu in je edini, ki lahko premakne naprej tudi druge vidike našega okolja, naše gospodarstvo in družbo kot celoto. To je miselni vzorec, ki je Prlekijo vedno pripeljal naprej. Od prvega slovenskega tabora do vseh drugih izjemnih tradicij, na katere s ponosom gledamo kot na velike dosežke preteklosti. Znani pregovor pravi: ne slišim, kaj praviš, ker tvoja dejanja tako glasno govorijo. Zelo sem hvaležna vsem vam, drage športnice in športniki, ker postavljate tako glasen in obenem žlahten vzgled z dejanji, z uspehi in samozavestjo, ki vas pelje skozi preizkušnje na poti do najslajših zmag. Pomembno je, da počastimo vaš pristop do življenja, da smo ponosni na vaše delo in dosežke ter da se učimo iz vašega primera. Vaš pristop nas lahko pelje naprej. Ne le naš kraj in občino, ampak celo Slovenijo. Zato vztrajajte, delajte in se borite naprej. Mi ostali vam bomo ploskali in seveda po najboljših močeh poskušali slediti vašemu vzoru. Hvala lepa. Res smo ponosni na vaše uspehe in vam res želimo veliko uspehov še naprej.
Tanja Vrčan, tu vidim. Z vekim črkom napisano Tanja. Patrik Vojsk. Jože Sagaj. Samo informacija, to je ne več red. To samo tako pač štejem. Največ, to si mislim, da je to. Kasaški klub Ljutomer, predsednik gospod Janko Slovič. Marsej Latkovič. Počasneje? Tudi prav. Reneva Barber, sem prav rekel. Maša Štubec. Betina Ivanišič. Judo sekcija TVD Partizana Ljutomer, Aleš Vrbančič. Nuša Špindler. Osnovna šola Veržej, tu pa je predstavnik Miloš. Ja, ste zdaj. Ja. Hvala lepa. Stasti še malo. Malo počakajte. Malo počakajte. Voče nata si na sliki. Ja. Samo na sliku gospod Banja. Tak, ja. Hvala lepa. Osnovna šola Ivana Cankarja, po dveh linijah, pa po treh. Enkrat kak šolsko športno društvo, enkrat nogometna ekipa, enkrat pa kak strelska ekipa. Po treh linijah. Tako. Predvidevam, da so nogometaši zadaj postrelke, ne? To je dobro, tu imate dobro krito v zadje, to je dobro. To bi vam včasih na igrišče verjetno zelo prav prišlo, da bi imeli tako obrambo strelsko zadaj. Da se malo pošalimo, ker nada tako monotono vse skupaj izgledalo. Ja, v glavnem res, fanti so bili fantastični, dosegli so drugo mesto na državnem finalu. Prej, če smo že njih omenili, zdaj še punce omenimo, strelska ekipa, naslov državnih prvakin, Babdorska ekipa, naslov državnih prvakin. Skratka, res fantastični rezultati in dejansko so priznanje tudi športnim pedagogom, pa tudi seveda društvom, znotraj katerih se pripravljajo na ta tekmovanja. Zunanji sodelavci. Ja, o tem ravno govorim, ja, zunanji sodelavci. Torej tudi njim seveda iskrene čestitke. Tak ja, tak ja, evo. Smo že gori? Ok, hvala lepa. Ana Šterman. Ana Šterman. Lilijana Copot. Nam nič povedali, nič nam povedali. Aleš Pokrivač. Aleš, sem prav povedal. Aleš, pomagaj, Pokrivač si, ali si Bredi sem povedal. Dobro, hvala. Čo si kjer je občutljiv, te pa ne vemo, kako če prav povemo ali nekaj. Kaja Pečič.
Matej Taljan. Pa posebna nagrajenca danes, gospod Tone Ficko. Dolgoletni profesor športne vzgoje na gimnaziji v Ljutomeru. Alfa in omega tudi na nek način ljutomerske moške in ženske odbojke do nedavnega. In še naprej. Brez omege. Samo alfa, to je to. Samo alfa, ne? Omega pa drugič, okej. In pa gospod Franc Loka. Nega več, dobre. Zabija dobe. Hvala lepa za pomoč. Jaz predlagam, da se malo sproščeno in klepeto družimo, nazdravimo na vaše uspehe in še enkrat želimo čim več uspehov tudi naprej. Hvala. Hvala lepa.